lahko rečemo, da je raziskava slovensko javno mnenje, kot verjetno veste, že neka zelo tradicionalna raziskava, taka prva velika kontinuirana raziskava, ki jo izvajamo na fakulteti že od leta 1969, se pravi, to je zdaj že več kot 50 let. Mi merimo mnenja, ampak še bolj pa nas zanimajo vrednote, ki za temi mnenji stojijo. Se pravi, mi v bistvu želimo ugotoviti, kaj je tisto, kar na nek način poganja, recimo temu, izražanje mnenj, delovanje ljudi in tako naprej. In v tem smislu imamo zato tudi v okviru raziskave velik poudarek prav na teh bolj temeljnih stvareh, kot so recimo pomembne vrednote ljudi, zaupanje, tako to splošno zaupanje med ljudmi, se pravi, recimo temu horizontalno, kot to vertikalno zaupanje v različne institucije, ki je nek pomemben cement, recimo, za delovanje družbe. Še vedno prisegamo na predvsem terensko raziskovanje, se pravi na raziskovanje z osebnim anketiranjem v živo, bi rekel, ker je to nekako tudi, recimo temu, neka zahteva za akademske raziskave. Se pravi, nekako v akademskih raziskavah se pričakuje, da imaš najboljšo metodologijo, kolikor je možno, tako da je prvič to osebni intervju in drugič vzorci so takšni, da lahko dejansko sklepamo iz tega vzorca pol na celotno populacijo. Naše raziskave, ker niso tako zelo fokusirane na posamezno točko, ampak vedno trajajo malo dalj časa. Ena raziskava ne traja recimo par dni, ampak recimo mesec, dva, zato ker želimo seveda vzorec realizirati tako, kot je treba. Se pravi, da dejansko dobimo neko stopnjo odgovarjanja, ki nam omogoča na nek način sklep, da je tudi potem vzorec res reprezentativen. Javno mnenje, pravi Bourdieu, ne obstaja. In obstaja šele takrat, ko ga ne obstaja. Na nek način z anketami zmerimo. Tako da ja, zato vse ljudje lahko ravnajo potem. In seveda na različne načine se lahko odzivajo. Tako da zdaj, ali je res zelo velik vpliv, ne vemo, čisto natančno, ker je to res težko zmeriti, pa dokazati. Zagotovo pa, ker to je ena od informacij, ki jo imajo volivci. In seveda, ki jo imajo tudi politiki, da se znajo potem obnašati na predvolilnih soočenjih. Ko mi o mnenjih ljudi sprašujemo, ni nujno, da ga imajo. Čeprav nekateri predpostavljajo, da imajo ljudje mnenje o sebi. Ne, mnenje je tudi to, da ga nimaš. Zato smo mi seveda tudi, ali pa te začetniki raziskovanja javnega mnenja posebej poudarjali pri ljudeh, da tudi če ne veste, je to pomemben podatek, to je legitimno mnenje. Da so imeli nekako v izhodišču že to navodilo, da se ne smejo sramovati, če ne vejo nekaj ali pa če nimajo mnenja.